Beletrina v živo. Prevajalka Katja Zakrajšek, lanskoletna Sovretova nagrajenka za prevod romana Bernardina Evaristo, si za prevajanje izbira pomembne, sodobne, intrigantne knjige. Takšne, ki presegajo dominantne perspektive, tudi ideologije, kot sta neke vrste monorasnost ali monokulturnost, in takšne knjige, ki širijo naše horizonte. Na srečo naletava na urednike, očitno, ki to podpirajo, in zato smo danes tu. Kar seveda ni niti približno samoumevno, ne? Iz uredniškega, iz pogleda na uredniške politike po svetu. No, in tako je po prevodu romana Dekle, ženska, druga i pred nami naslednje delo Bernardine Evaristo v prevodu Katje Zakrajšek, in sicer Manifest nikdar odnehati. Ampak najprej, Katja, kdo je Bernardine Evaristo? Kdo ni Bernardine Evaristo? Ne samo pisateljica, očitno pisateljica, ampak tudi literarna aktivistka, zagovornica, mentorica mlajših generacij, urednica, seveda profesorica kreativnega pisanja in še marsikaj, marsikdo. Zdaj, če me sprašuješ po njenem življenju, ki ga očrtuje Manifest, Tako. je Londončanka, rojena leta 1959 v mešano družino. Njena mama je bila Angležinja, sicer prav tako z migrantskimi koreninami, ki pa, ker so bile evropske, znotraj evropske, niso prinašale neke vidne drugosti. Njen oče je bil priseljenec iz Nigerije, ki pa je bil označen z vidno drugostjo, in za njim seveda tudi njegovi otroci z neko vidno odzunanjostjo, ne našostjo. Tako da je ta družina pripadala sloju, ki ga sama Evaristo imenuje rjavi priseljenski razred, se pravi sloju, ki ima nekako ekonomski status delavskega razreda, hkrati je označen s to vidno drugostjo, manjšinskostjo v zlasti takrat še zelo odkrito rasistični družbi, pa tudi z elementi nekako pripadnosti srednjemu razredu, predvsem gre tukaj za mamino učiteljsko izobrazbo. No, in v teh okoliščinah je torej Bernardina Evaristo odraščala v 60. in 70. letih v družbi, ki je bila po eni strani še vedno močno seksistična, po drugi strani, kot rečeno, rasistična, ki je njeno družino zavračala, tudi nasilno, na podlagi percipirane rase, v kulturi, ki je zato tudi ni videla, oziroma Evaristo v njej ni mogla videti sebe. In tretji faktor, ta družba je tudi močno odklanjala in še vedno delno kriminalizirala nenormativne spolne usmeritve, kar je pomembno vedeti zato, ker se je Evaristo proti koncu 70. let razkrila kot lezbijka. Tako se je torej na preseku teh okoliščin formirala in profilirala kot črna oseba, tukaj uporabljam samo oznako z eksplicitnim političnim nabojem, kot lezbijka, kot feministka. In vzporedno in v prepletu s tem se je seveda vzpostavljala in razvijala kot umetnica. Tukaj sta ključna nekako dva prostora, se mi zdi. Eno je javna knjižnica, ki je hranila njeno lakoto po zgodbah, in pa mladinsko gledališče, kjer je lahko že kot najstnica razvijala svojo ustvarjalnost, preizkušala svoje ideje, in ki je bilo hkrati tudi v bistvu družbeno najbolj vključujoč prostor, ki ga je doživela zunaj svoje družine. Leta 1979 se je tako vpisala na gledališko akademijo, pri čemer je navedla, da je bilo na celi akademiji takrat rekordnih 5 črnih žensk, in to je bilo ogromno. In 3 leta pozneje, ob koncu študija, ustanovila lastno gledališko skupino skupaj z 2 študijskima kolegicama, to je bilo Gledališče črnih žensk. V prelomu z britansko gledališko in literarno tradicijo, ki je govorila mimo njih, in tukaj že vidimo ustvarjanje lastnih prostorov in platform in upovedovanje lastnih zgodb, kar je postalo stalnica njenega delovanja, tudi poznejšega. No, v 80-ih so s kolegicami ravno ujele čas, to je bila doba v Veliki Britaniji takih alternativnih manjšinskih skupin, ki so pošteno zadrezale v samozazrtost angleškega ali pa britanskega gledališča.
In že vzporedno je pisala tudi poezijo, sprva le redko za objavo, potem pa se je zlagoma preusmerila od pisanja za gledališče k pisanju, kot pravi, za papir. In po dolgem kopičenju gradiva in 19 zavrnitvah, mislim, da je poslala rokopis na 20 založb, je leta 1994 izšel Abrahamov otok, njen prvenec, pesniška knjiga. In od takrat naprej je delovala kot pisateljica s polnim delovnim časom. Knjiga je izhajala iz njenega zanimanja za afriško zgodovino oziroma iz njene že v odrasli dobi načete reapropriacije in prevrednotenja ene prezrte zgodovine, prezrte izkušnje, o kateri seveda v šoli niso, pa še zdaj verjetno ne izvijo nič. Ne. In to je tudi ena stalnica pač njenega dela. No, in 3 leta pozneje pa je izšla knjiga Lara v svoji prvi verziji, to pa je bil obrat v pripovedništvo, sicer običajno v eksperimentalnih formah, ki pač ustrezajo njeni umetniški senzibilnosti in pa zgodbam, ki jih hoče povedati. No, sledilo je še več drugih romanov, sodobnih, zgodovinskih, spekulativnih, z odličnimi kritikami. Imela je že ves ta čas, v bistvu se je nabralo eno zvesto bralstvo, ampak je vseeno ostajala nekako v drugem planu in precej časa v bistvu bolj znana po svojem zagovorništvu in aktivizmu, kot po svojem literarnem ustvarjanju. Na kar se je leta 2019 vse spremenilo čez noč, seveda čez noč na 40 letih podlage. In prejela je nagrado Booker za eksperimentalen roman o 12 pretežno ženskih likih, povezanih z afriškimi diasporami v Veliki Britaniji, ob boku z Margaret Atwood, potem ko se žirija dolgo ni mogla odločiti, kateri od njih bi prisodila nagrado. In v nagovoru o prejetju nagrade je tudi poudarila, da je prva temnopolta ženska, ki je prejela to nagrado, kar v bistvu tudi ilustrira dolgo zakoreninjeno pristranost, zato ker ki izhaja iz zelo dolgoletne homogenosti tudi britanskega založništva, kritike in tako dalje. In seveda poudarila, da upa, da ne bo dolgo ostala izjema. Mogoče nadaljujeva kar tu. Kaj bi rekla kot njena prevajalka, kot bralka njenih knjig, da ona svojo osebno biografijo, teoretskim razmišljanjem prenese v svojo literaturo in s tem tudi v samo družbo. Se pravi, vemo, da je pri mnogih sodobnih avtoricah in avtorjih značilno to, da ne gre za neko tradicionalno romanopisje, ampak da je na delu neko izrazito upoštevanje intersekcionalnosti, skratka, gre za avtorje in avtorice nekih rasnih, seksualnih, spolnih, etc. manjšin, kjer se to skupaj nekako prepleta. Pri Evaristu bi verjetno lahko rekli, da je zanjo precej izrazito, vsaj v romanu Mr. Loverman, ki upam, da ga tudi nekega dne prevedeš, tudi to, kako ne pada na tej danes zelo popularen način govora, tudi v literaturi, kjer se kar naprej govori o tako imenovanih mladih. Ona pa zelo širi to svoje polje nekega generacijskega pogleda, ne fokusira se samo na neko starostno skupino. Potem so tukaj te jezikovne intervencije, ki si ti seveda v prevodu romana prenesla že s tako imenovanim podčrtajem, ki ga uporabljamo v slovenščini, z neko skratka jezikovno širitvijo koncepcij spolov. Skratka, kaj bi rekla, da ona prinese z vsem tem, kar pravi knjiga Manifest in tudi njeno preostalo delo, kaj ona pravzaprav prinese družbi? Zakaj prav Evaristo torej? Imamo 1 uro. Vem. Ja. Najprej predvsem zato, ker zakaj prav Evaristo? V bistvu za vsako knjigo in za vsako avtorja bi se lahko vprašali tako, ker pač seveda ne moremo prevesti vsega, niti ne moremo prevesti vsega izredno zanimivega, kar se v svetu okrog nas dogaja.
Ta problem je zmeraj širši v bistvu zaradi tega, ker bolj, kot smo še pred 10-20 leti gledamo na literarne prostore in tokove, ki so zunaj nekih evropskih ali pa evroameriških kanoniziranih gabaritov, recimo. Evaristo je seveda izvrstna pisateljica, je pa tudi izredno zanimiva pač in relevantna za naše sodobne družbe, bi rekla. Bi se tukaj kar oprla na besedo, ki si jo lansirala, intersekcionalnost ali medpresečnost, ne. Ker mislim, da to, da nekdo sijajno piše, tega verjetno ni treba posebej pojasnjevati, to se pač recimo doživi ob branju, ne. To se mi zdi pa vredno izpostaviti, no, ker besedo v slovenščini gotovo že poznamo, ampak nismo še zares vajeni razmišljati na način, ki ga ubeseduje. Se pravi tako, da nihče ni samo ženska ali pa samo lezbika ali pa samo trans ali pa samo pripadnik, pripadnica etnične, rasne, jezikovne manjšine ali pa samo reven ali pa samo hendikepiran. In se mi zdi, da knjige Bernardine Evaristo lepo, pa vse njeno delovanje, no, tudi lepo ponazarja v bistvu in na konkretnih primerih uči, kako razmišljati in konec koncev umetniško upovedovati več razsežnosti družbene izkušnje, deprivilegiranosti, manjšinskosti, utišanosti in tako dalje naenkrat, ne. Kako v bistvu ni reprezentativnega enega primera ali pa reprezentativne ene zgodbe za kakršnokoli od teh okoliščin ali pa še kakšno drugo. Kako razmišljati o individualnih izkušnjah, ne onkraj, ampak ravno znotraj različnih družbenih silnic, med katere so vpete. In hkrati se mi zdi, da to tudi odpira razmišljanje, drugačno razmišljanje, bolj plodno razmišljanje o skupnih točkah bivanja in ustvarjanja na teh različnih oseh, ne, deprivilegiranosti. Hura, uspela mi je izreči. O tem, kaj pomeni ustvarjati zares vključujoče prostore, ne. In seveda so v praksi potem tukaj pridejo tudi določene omejitve, bodisi zaradi perspektive avtorice, avtorja, bodisi zaradi samih možnosti umetniškega formata, ki pač ne more zajeti vsega, ne, ker je nekako zamejen med dve platnici, recimo v tem primeru. Recimo primer v romanu Dekle, ženska, druga, drugi, ljubkovalno DŽD, ni hendikepiranih oseb. DŽD, v redu, to bomo uporabljali. Ne more pač ena knjiga dejansko zajeti vsega, biti dokončen odgovor, biti vse za vse bralke, bralce. Je pa zelo važno, se mi zdi, da se, ko govorimo pač o poskusih medpresečnega zajemanja družbenih izkušenj, ne, tega ne ustrašimo, te nujne nepopolnosti, ne, in nedokončanosti. In seveda tovrstni teksti, ki k temu težijo, dejavno sodelujejo v razpiranju, ne, perspektiv in zgodb, in to je ravno tisto, kar je pomembno, to razpiranje umetniškega, zdaj v tem primeru literarnega prostora in njegovega kanona. Ne samo s tem, kar se dogaja ali pa kar je upovedano znotraj knjig, ampak tudi s tem, kdo te knjige piše, kdo je pripuščen k objavljanju teh knjig, ne, k pripovedovanju zgodb. In ravno tukaj se mi zdi, da sta njeno umetniško in njeno zunaj literarno, aktivistično, če hočeš, delo v bistvu neločljivo povezana. Pač enostavno se mi zdi, da njene knjige tako spet in spet ilustrirajo po eni strani možnosti umetniškega izrekanja nekih prezrtih, pozabljenih, utišanih perspektiv in po drugi strani in hkrati tudi pomen manjšinskih perspektiv, tega, da jih upoštevamo, ne, za samorazumevanje večinske družbe oziroma nekih družbeno dominantnih skupin, ker gre ravno za očrtavanje slepih peg neke družbe. In ponazarja to, kako so v bistvu univerzalne človeške izkušnje, o katerih zelo radi govorimo, ne, v zvezi z umetnostjo, nujno posredovane skozi vsakogaršnje specifične okoliščine, ker če je kaj univerzalnega, ne, v človeških izkušnjah, je ravno to, da smo vsi vedno umeščeni v svojo družbo, v svoj čas in da ni človeka izzetega iz tega in da ni umetniškega dela izzetega iz tega. In to se mi zdi
zelo, zelo fino vnašati tudi konkretno v naš prostor, proti pri nas še vedno zelo močno prisotnemu diskurzu ene domnevne vzvišenosti in nadčasovnosti in univerzalnosti umetnosti, ki pa to razumevanje pod to besedo univerzalno v bistvu največkrat mislim v resnici na tisto partikularno in kulturno pogojeno, kar je samoumevno oziroma pomembno oziroma znano meni kot govorcu in namerno rečem govorcu. Lepo. Če te vprašam nekaj pravzaprav osebnega na nek način. Rekli sva že, da je Evaristo na literarnih scenah že dobrih 40 let. Ja, približno z gledališkim delovanjem, sicer pa 30 recimo, za gledališče 40 let, ja. Tako, sicer pa okoli 30 let in da se je njena prepoznavnost gradila relativno počasi in do velikega bukarbuma, ne. Kako se kot prevajalka, kako gledaš na to, da ne nujno vsi, ampak gotovo pa nekateri prevajalci in prevajalke v nekih lokalnih prostorih rešujete neke hude zamude, kot je recimo tudi to, da se zdaj z drugo knjigo šele res poznavamo z Evaristo, ki pa ima za seboj že vrsto pesniških romanov oziroma romanov v verzih, pesniških knjig in tako naprej in drugih del. Veš, kaj mislim? Ja, no, saj po svoje to ni tako nenavadno. V prevajanju smo vendarle vajeni delati za nazaj, če tako rečem. Samo po sebi to mogoče niti ni posebnost in mogoče bi še obrnila celo, da v slovenščini jo v bistvu spoznavamo precej vzporedno z njeno širšo prepoznavnostjo, tudi v angleščini, post-bukarjevsko. Po tej nagradi ne samo, da je bila deležna ogromne medijske in pravske pozornosti, ampak so tudi v angleščini šle ponovne izdaje v bistvu vseh njenih knjig. In tukaj nismo v tako hudem zamiku, vsaj s tem dogajanju. Mislila sem bolj v tem smislu, da se ta neka velika imena kar naprej ponavlja. Ja, ravno zato gre, da smo šele zdaj, kar je v bistvu nekako tudi v skladu z enimi globalnejšimi trendi, vajeni gledati onkraj tega, kar smo si dolgo predstavljali, da evropska literatura je. Tako nekako. In spet to ni ena slovenska posebnost, je pa skrajnič. In sem zelo vesela, da zdaj vstopajo tudi imena, kot je Evaristo, tudi v slovenščino. Gotovo. Eden izmed, po mojem mnenju, daleč najbolj zanimivih elementov v knjigi Manifest je namreč prav to, da je manifest. In sicer zato, ker je po vsebini nekako avtobiografija, torej besedilo o nečem, kar se je že zgodilo, medtem ko manifest praviloma skicira neko misel, nek diskurs, ki naj bi se šele realiziral s tem, ko smo ga zdaj v manifestu torej deklarirali. In se mi zdi, verjetno je več pogledov lahko na to temo, ampak imam feeling, kot da bi avtorica želela reči, da je neka pretekla zgodovinska izkušnja, ki je zlasti za neke manjšinske skupnosti tako ključna, nek nujen, sicer nelinearen element sedanjosti, vedno je tu, če tudi je nekje tam. Obenem pa se mi zdi, da je to pa za Evaristo specifično, da je to potencialno zelo konstruktivna platforma za izgradnjo prihodnosti, da ne ostane samo pri popisu neke zgodovinske izkušnje, ampak tudi nastavlja možnost prihodnje, ki pa bi bila seveda takšna, kot si jo je avtorica zamislila, jo namignila in tako naprej. Mogoče to nelinearnost toliko poudarjam tudi zaradi kar vznemirljivih dekolonialnih, tudi afrofuturističnih kritik tako imenovanega belskega časa kot osrednjega časa, v katerem naj bi živeli, ker je tako dominanten. Jaz sicer nisem zasledila, da bi se Evaristo izrecno nanašala na te kritike oziroma na te konstrukte. Vsaj izrecno ne bi me pa zanimalo kaj več slišati, kakšno daljšo izpeljavo tega, če lahko še kaj poveš.
če omenjam ta tako imenovani belski čas, sem mislila konkretno na kritike, ki jih razne diaspore, konkretno afroameriške skupnosti, tudi afroevropske avtorji in avtorji dajejo nekako v ospredje svoje misli, kjer problematizirajo to, da je pač čas, v katerem živimo, nujno belski, kar pa je iz zgodovinsko-kolonialne, zgodovinsko-sužnjelastniške izkušnje hud problem, zato ker to, da je nekdo sužen, pomeni, da ima gospodar, belec, oblast tudi nad njegovim ali njenim časom, čemur se potem v angleščini reče master's clock oziroma gospodarjev čas, belski čas, ki pa naj bi bil zelo tak linearen, skratka opravljamo določena opravila in je vse skupaj neko sosledje. In potem nekatere umetniške kulturne skupnosti poskušajo to malo obrniti in reči, čas gre popolnoma drugače in v tem smislu je lahko avtobiografija v bistvu manifest. To sem mislila. Nisem pa rekla, da Evaristo o tem izrečno piše. Ne, zdi se mi zanimivo, tudi zato, ker ravno afroameriške pisateljce, predvsem pisateljce, so bile tudi zanjo formativne, glede na to, da dejansko, ko se je vzpostavljala kot bralka, ni v britanski literaturi našla v bistvu svojih zgodb. In potem so bile zgodbe afroameriških avtoric najboljši približek, oziroma nekje celo zapisala, da so ji kot da dale dovoljenje, da sama piše. Hkrati, ko so ji tudi nekoliko hromile s svojo veličino. Vsekakor se mi pa zdi, da manifest v vsakem primeru subvertira pričakovanja do žanra literarnega manifesta, ki jih vzbudi z naslovom. To pa zato, ali pa tudi zato, ker so zgodovinsko nekako taki manifesti izhajali iz pozicij, ki so se imele za samoumevne in zato po mnenju njihovih avtorjev niso v bistvu potrebovali kontekstualizacije in so bile zahteve potem, kakšna naj bo literatura, literatura vsa literatura, lahko podane absolutno. Se pa v zadnjih letih se mi zdi to spreminja in dobivamo manifeste, literarne, pesniške manifeste iz perspektiv, ki zase vejo, da so manjšinske in verjetno je iz take perspektive tudi lažje videti, da programsko izrekanje v literaturi zahteva eno določeno kontekstualizacijo. Se mi zdi, da se manifest tudi nekako hote, ne hote vpisuje v to tendenco in da se tudi zato ne more zadovoljiti z samim kontekstom osebne zgodbe, ker je ta nujno vložena, vpeta v družbeno zgodbo, torej ne samo, da gre za avtobiografijo, gre tudi za biografijo neke družine, gre za grafijo neke družbe v njenem spreminjanju, gre za razmišljanje o materialnih in družbenih okoliščinah umetniškega ustvarjanja in o njegovi kolektivni dimenziji, kot je opisana v bistvu že v najbolj osebni ustvarjalni vzgib. Tudi, v tisto nujo, v tisto, kar te žene v upovedovanje in upesnjevanje zgodb, ki te ne izključujejo, konec koncev. In zato je tukaj tudi vedno tudi razmišljanje o manjšinski solidarnosti v razgrajevanju nekih izključujočih družbenih sistemov, ki je ta solidarnost namreč tako horizontalna kot vertikalna. Gre za hvaležnost tistim pred tabo, ki so ti nastavili teren, in za pomoč in spodbudo tistim, ki prihajajo za tabo. In tako se mi zdi, ko na zadnji strani manifesta oziroma na zadnji strani knjige le pridemo do manifesta kot programskih točk, se te izkažejo ne za zahtevo o tem, kakšna naj literatura bo ali pa kakšna naj bi bila, ampak razgrinjajo prej nek osebni kredo umetnice kot skozi in skozi družbenega bitja. Ja, in čudovito ga pravzaprav že počasi gradi skozi cel manifest, ko piše o sami svoji poti, piše tudi o tem, da je naklonjena k nekim velikim revizijam svojih besedil, da potem nekim celo mogoče dopolnjenim izdajam in tako naprej, tako da morda lahko upamo na to, da bo tudi manifest na neki točki
nekako nadgrajen, kar bi se meni zdelo super. Kaj ti? Obstaja vsaj en del te knjige, kjer bi si jaz zelo želela in bi jo prosila, da naj napiše še par strani. In sicer, če se spomniš, veš, tako razlaga, kako je ona počasi, pa je bila prekerna delavka, pa sem pa tja je delala, pa revna je bila, pa tako naprej. In tako je bilo en dan. In potem, kar naslednji dan ima ona pogodbo z neko veliko založbo, ne vem, s Penguinom ali neki. In meni se zdi, da ga ni avtorja ali pa avtorice, mogoče tudi bralstva, čistko, zanimalo, kaj je v teh nekaj straneh od tega nič. Mislim, ne pravim, da je to nič, ampak v tem zunanjem pogledu. Pri majhnih založbah, ne nekaj zelo nišnih. Pri Penguinu in potem 5 minut pozneje smo še 5 kilometrov više. Ne? In to bi jo prosila, če bi lahko še napisala, ampak čeprav razumem, v bistvu lahko imamo vsi možnosti kaj vprašati, kaj ti z njo se boš v Ljubljani v sklopu letošnje Fabule tudi pogovarjala. Česa se veseliš, kaj pričakuješ, kaj pripravljata? Ja, mislim, če me vprašaš, česa se veselim, ne, mislim, da je najprej in čisto osebno vedno krasno spoznati svoje avtorje in avtorice tudi v živo, ne, da stopijo iz knjige, izmed platnic tudi pred te. Še posebej, ko gre za avtorico, ki ima tudi zame eno zelo pomembno mesto. No. Se mi zdi, da je predvsem roman Dekle, ženska, drugi, nekako sežema vse tisto, ali pa skoraj vse tisto, s čimer sem se do sedaj ukvarjala kot prevajalka. Ne. Tako da je ta nek splošno veselje, da spoznam svojo avtorico, tukaj še krepko potencirano. No, jaz sem v bistvu z Evaristo že enkrat naredila en intervju, prvi v slovenščini, ampak ga nisem naredila z Bernardine Evaristo pisateljico, ampak z Bernardine Evaristo pobudnico ene zelo pomembne in odmevne nagrade za mlade afriške in afrodiasporske pesnice in pesnike. Brunellove nagrade za novo afriško poezijo. Kar v bistvu že ilustrira to, o čemer smo malo prej govorili, ne? Da je bila večkrat ali pa kar nekaj časa bolj znana po tem svojem delovanju, tudi izjemno pomembnem. Sicer in me zelo veseli, da bomo zdaj to popravili. Še posebej zato, ker sem pozneje tudi prebrala in pregledala, preposlušala kup njenih intervjujev, gostovanj, pogovorov in se mi je vedno zdela ne samo imenitna pisateljica, ampak tudi res fascinantna sogovornica. No. Upam pa seveda, oziroma me zelo zanima, kako se bo razvil in razmahnil tudi dialog z občinstvom. Ne. Upam, da ne bo ostalo nemo. Imamo občutek, da bo kar fantastično. Katja, hvala. Hvala, Nina. Se vidimo, če najprej pa na Fabuli. Hvala. Na Fabuli. Beletrina v živo.